Spoštovani gospod predsednik, gospoda Nadškofa, kaj počne slovenski politik, ki je bil povsod in se na koncu skrega z vsemi, mi bo razložil nihče drug kot dr. Dimitrij Rupel. Žjo. Lepo pozdravljeni, dobro večer, žjo. Ok, daj vsi vemo, kdo je bil prvi, ki je z desne prestopil na levo, ne? Kdo? Juda. Ja. Prav tako vsi vemo, kdo je bil drugi, ne, ki je z desne prestopil na levo, ne? Ja, predvidevam, da jaz. Ne, Ciril Pucko. Ja, ne. Vi, gospod Rupel, vi ste dejansko bili prvi, ki je z desne prestopil na levo in se vrnil potem nazaj na desno, ne? Ja, to je res. Ampak to ni uspel ne Judi, ne Pucku, ne komorkoli drugemu, ne. Vam dejansko je, ne. Brez hujših posledic, valjda. A to pomeni, da je Dimitrij Rupel sveta krava slovenske politike? Kaj? Jaz sem sveta krava. Poslušajte, to se mi zdi pa malo nizkotno od vas, gospod Štefančič. Mislim, že dolgo sem na tej politični sceni, pa tako, rekel, bednega izraza na svoj račun še nisem slišal. Pač hodite po cesti, švigate levo, desno, noben vam nič ne more, ker ste božanstvo, ne? No, gledajte. Poslušaj, če mislite, da mi je bilo vse dovoljeno, vse tisto, kar drugim ni bilo, to enostavno ne bo držalo. Jaz nisem imel nobenih protekcij, nobenih sicev iz ozadja. Za vsa svoja dejanja sem bil in se še vedno odgovoren sam. Ampak dobro, okej, gremo po vrsti, ne. Prvi prestop, ne, sredi 90-ih vaši demokrati doživijo brodolom in skupaj z Bavčarjem, Kecinom in ostalimi pristanete na luksuznem otoku LDS, ne. No, gledajte, LDS je bila takrat res močna stranka, na čelu z dr. Drnovškom. Poglavitni razlog mojega prestopa je bil verjetno v tem, da sem na desnici po razpadu Demosa začutil neko apatijo, da ne rečem frustracijo. Naredili ste državo in tako izgubili, ne? Ja, tako nekako. Glede, resnica je, da smo to državo žal naredili le na pol. Potem pa so nam jo ukradli, vmes smo jo seveda za kratek čas dobili nazaj, ampak potem smo spet nerazumljivo izgubili. Okej, državo ste za kratek čas dobili nazaj leta 2004, ne. Ravno tega leta ste iz LDS-a prestopili v SDS, ne. Z leve nazaj na desno, ne. Spet ste imeli nos, šli ste k zmagovalcem, ne. Glejte, bolj kot dvom po zmagi desnice me je takrat razočaralo dejstvo, da v LDS nisem videl neke perspektive. Ni bilo, bom rekel, nobene ideje, nobene vizije, nobenih vrednot. Edino vodilo sta bila kapital in pa neoliberalizem. Okej, so v letu 2016, kje se ta hip nahaja Dimitrij Rupel, ne? Zdi se, da se je spet mal oddaljil od desnice, ne. Poslušaj, levica, desnica, kaj ne rečem, vse to je ena ista čorba. Na eni strani vse bolj radikalizirana SDS, na drugi strani levica, ki na vsakih volitvah zmaga z novimi obrazi in tako naprej. Enostavno imam občutek, da se stvari spreminjajo zgolj zato, da bi pač ostale iste. Ok, dobro, ampak koliko vam dejansko manjka, da bi vam uspel hat-trick, ne? Z desne na levo, z leve na desno in spet z desne na levo, ne? To ni verjetno uspel še nobenemu v zgodovini, ne. Ja, poslušaj, rekodi pa mene res ne zanimajo. Saj nisem športnik, ne. Glejte, edino, kar me zanima, je funkcija. Razumete? Funkcija je najpomembnejša. In če ima človek funkcijo, potem obstaja. Če nima, potem ga ni. In mene v tem trenutku ni. Hvala, ker ste bili moj gost. Že v redu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bil Dimitrij Rupel in pa se vidimo naslednji teden na istem kanalu. Žjo!